Tako za začetek bi prav lep pozdravila, pa bi rekla, ne pričujeva prvič, sva že velikrat, ampak ta prvič pa v tok domačemu kraju. In je malo težji, kakor, ne vem, tam po Štajerskem ali pa kjerkoli že imeti pričevanje. Se veste, kako so še za Kristusa rekli, ja, a ni to on tesarjev sina, ne? Tako, ja, to sva pač midva, ker delava tudi napake, pa jih domači ljudje mora biti bolj opaste, ker sva na poti, pa ker hodva v cerkev ne zato, ker bi bila dobra, ampak zato, da bi bila boljša. Tako ja. Takole se malo skrb stisne. Se to znava. Ja, in v bistvu že najna pot se je tako začela, no, da se nisva spoznala na kakšnemu oratoriju ali pa, ki bi bila skupaj pri skavtih ali pa, ki bi skupaj, ne vem, pomagala romarjem v Lourdes, ampak se je začela na ta način, da jaz sem musko vrtu tam v diskotek na Mrzelk, tisti, ki se še spomnite, Polonca je bila pa kelnerca, ljudi pa ni bilo zaradi tega, ker so šli vsi na Trebija, tako da je kelnerca veliko vesela pri DJ-ju. Sem res skrbela, da ne bi bil žen. No, čisto iskreno, že kaj je ta prejšnji DJ, ta prvič pripeljal, sem se jaz kar malo zaljubila vanga, ker mi je bil tukaj všeč. Sam imam malo slab fotografski spomin, pa sem pol v sredo sam še vedela, da mi je všeč ta nov DJ, pa se nisem več spomnila, kako izgleda. Tako da, če bi ga srečala na ulici, sploh ne bi vedela, da je on morbit, ne vem. Tako, dala je pa tako, Polonca je dala kujdek vedeti, ona je bila zaljubljena, ona je bila to, ki je dala kuj vedeti, da bi se po moje kar takrat poročila. Jaz sem pa tako malo, se rekel, da je malo skolirica, bejba, da je malo bolj počasna. V glavnem takrat nisva začela. Ne, ni rekel je sam, da bova sam prijatelja. Tako, malo sem jo friendzonil. No, v glavnem takrat nisva začela hoditi, no, sva pa res postala dobra prijatelja. Zdaj, ta del bova mehen preskočila, zaradi tega, ker nas mehen cajt baše, ampak... Ta mladim spregovoriva več o tem. Ja, ampak tako približno po enem letu sva začela hoditi, ne? Tako kot ta prava fant pa punca. In to je pomenilo, da sva pol mehen en drugega malo na realna tla postavila. Namreč, jaz sem bil en tak tradicionalni kristjan, ne? Pač vse to sem jemal, kar imamo, to vero sem jemal tako tradicionalno, ker smo se pač rodili na tem delu sveta, ker smo pač tukaj, dajmo skrbeti za te cerkve, dajmo ohranjati te običaje, nisem pa imel neke globlje vere v navzočnost Kristusa v Evharistiji, o pomenu zakramentov in moči molitve in tako naprej. In ta prvi... Meni so starši dali, kakor pač starši lahko damo, ene dobre osnove, pa gremo mladi, pač eni se odločijo iti malo ven, pa pridejo nazaj, eni ostanejo malo bolj na distanci, eni se vrnejo pol z ženom, pa z otroci v cerkev. Meni se je en tak klik zgodil v srednji šoli, no, ker sem pač pred veliko nočjo, ko smo poslušali, kako je Jezus napovedal, da ga bo Peter 3-krat zatajil, in jaz sem si takrat rekla, jaz te pa nikoli ne bom zatajila. In res nikoli nisem skrivala in nikoli mi ni bilo sram spregovoriti in tudi pač o tem, da sem verna o Jezusu in tudi pač želela sem si postaviti take temelje v zakonu, ne vem, da bova z možem zmolila pred jedjo, se zvečer pokrižala in take stvari, ne. In pol sem dobila Tomaža, ker mu je bilo vse, kar je bilo naprej od iti mašu, nedela, pa še to samo vsake tuk cajta, že malo na meji s fanatizmom, ne. In pa sem se jaz odločila, pač, ker jaz hočem drugačnega fanta, Tomaž je bil pa kar fajn, je bil tak za obdržati, ne, ga pa jaz preobrnila. Tako da ta prvi vikend, mislim, da ko sva postala fant pa punca, sem ga jaz pelala v Lokov Kristalna dvorana na koncert Nove zapovedi. Zdaj boš pa ti povedal, koliko je bila to lepa izkušnja, kako se te dotaknil. In ker ste že opazili, razlika v velikosti med nama precejšnja, je rekla Polonca, jaz želim, da greva v prvo vrsto sedeti, zaradi tega, da mi jaz kaj videla. In greva v prvo vrsto, jaz sem rekel, ne bom preveč izstopal, da mi tle ni najbolj všeč. In se usedem, sem rekel, bom že zdržal ta koncert, ampak ne, to ni bilo dosta. Pridejo te člani skupine Nove zapoved gor in začnejo brenkati in vsi so bili ful veseli in to ni bilo dosti, zdaj pa dajmo vsi vstati, dajmo vsi banse kazati in pol začnemo tam mahati z rokama, jaz gledam, okoli meni je bilo vse malo
brez veze. In nisem pa, sem rekel, ok, če pa jaz nam mahu tam zraven, bojo pa vsi rekli, aha, tega, te ista, tlele, v prvi vrsti ga imamo, ne maha. Pač nisem si zadev pravilno predstavljal, ampak to še ni bilo dosta, pa smo mogli narediti vlakca, tako da se je res čisto z vsakim srečo, to pomeni, da... In v tistem obdobju so šli Tomažu tako oratorici, pa animatorji, pa skauti malo na živce, tako. Pač vse je logično, vse kristjani vsem gremo malo na živce, zaradi tega, ker imamo nekaj, kar bi drugi imeli, ali pa... Ne vem točno, kva tisto je, mislim pa predvsem zaradi tega, ker še govorimo o grehu ali pa se še zavedamo greha in s tem delamo drugi malo slabo vesti in verjamem, da so tudi na Tomažu srce malo trkali. In ko smo tam bila, se je mogel srečati z vsem tistim sošolkam in animatorjem, ko smo šli malo na živce. Ja, in pač tam smo šli v vlakca, in pač srečaš, ja, Sokol, ti ste tukaj, hvali Jezus. Ja. Dobro, ne. V glavnem to ni rata, in še isti večer sva šla tamle v Zverinska grapa od Bovče gor, tam v en vikend in tam gor smo imeli žurko, kjer je muška nabijala in... Pil se ga je in pač isti večer sva drugemu pokazala, ki sva, no. Tako, malo so se nerealna tla postavila drugega. Jaz sem pa pri tej spreobrnitvi še nekaj časa poskušala ustrajati, pa sem pa videla, da mi ne gre najboljš, da velikega poskušam spreobrniti, bolj se mi upira, bolj išče argumente, zakva ne tako, kakor bi jaz rada. In se na eni točki, ko se mi zdi dokaj zrela za eno 19-letnico, mislim, da so bila takrat, že ko so začela hoditi, ja. 18 sem bila stara, ja. Ko sem v bistvu sama priznala, da ne morem tega narediti, in sem v eni molitvi, pa verjetno ne sam eni, tako izročila to najno situacijo in Tomaža in se rekla, lej, Gospod, ti veš, kakšnega moža si jaz želim, ti ga zrihti, jaz ga ne morem, gre bolj slabo. Ja, in pol približno po 3 letih skupne hoje, midva greva enkrat skupaj na morje in jaz sem si kupil za na morje eno knjigo od enega ameriškega demokratskega aktivista Michael Moore, Stupid White Man, in vzamem tisto knjigo na morje. Pa se je pa še pri nas doma, ne vem po kakšnemu naključju, mislim, ja, po božji voli, se je znajdla knjiga Življenje Patra Pija. In jaz vidim tisto knjigo, ajde, pa vzamem še to knjigo na morje, tako da te dve knjige res nista šle skupaj. Mislim, nista pasale skupaj, šle sta skupaj na morje. In pa jaz začnem brati, jaz sem vso to vero našo sem gledal tako, kot, ja, verjetno se je 2000 let, pa še prej so se dogajale stvari, ampak da so pol to ljudje malo prilagodili, pa malo prevedli, pa malo tako, olepšali, pač bom rekel, po načinu ali pa po principu kralja Matjaža pač obujali neko lepo zgodbo. Ko sem pa bral knjigo tega svetnika, je pa vse te čudeže pa navzočnost Boga tukaj med nam pripeljal v bistvu v ta prostor. Ker pa nisem mogel več reči, ne, to se pa ni dogajalo, to je pa nemogoče, to pa, ker, lahko, ne vem, nekdo odpre vrata hladilnika, pa ima občutek, da se tam iz ledu, ne vem, da je podoba Marije. Dobro, nekdo je, ne vem, pač to so te osebne razodetja, ampak ko je pa enkrat več tisoč ljudi gre spozna svetnika in gre čez njegovo spoved, gre čez njegove zakramente, vidi, kako Bog po temu svetniku ozdravlja ljudi, spreobrača ljudi, zganja hude duhove, se preko, to je pa nekaj resnega. In ne bom rekel, da jaz sem bolj počasen, tako da pri meni se ni zgodilo tako, da bi, ne vem, kad tistke berete knjige, včeraj je bil še tam preprodajalec droge, pa gangster, danes je pa že ministrant, tega pri meni ni bilo, pri meni je šlo to bolj počas, ampak je pa ta svetnik, sveti Pater Pij, v meni zanetil en ogenj, da sem pa začel malo bolj brati, malo bolj gledati, pa malo drugač gledati na vse skupaj. No, je pa res, da že na tistem morju, ko sem jaz razmišljala, sej tle na dopustu pa nam težila, da gremo hmaš, se mu že tako skozi težim s tem, to se mi zdi tako pomembno povedati, kak sta pomembna oba, da ohranjata vero, ker čuna se počas začne podirati,
In nisem nič rekla in on med branjem tiste knjige tako reče, a si ti kaj pogledala, kje je jutri Maša, ki sva bila na Pagu ali ne vem, ki pa jaz tak, ja, ne, ja dej, pogledaj, ne, ok, kva se zdaj dogaja, kdaj zdaj on želi, da greva Maša, ne. Ja, in kot sem rekel, ja, vera je začela v nama rast in pač tudi ja, te nedeljske maše sva pol res začela oba dva pač redno obiskovati in tudi pač večkrat sva se tudi pogovarjala, prebirala kakšne stvari. Je pa to se mi zdi v tebi začeli tako malo razdvajati ali pa ene bitke notranje si imel, a ne tako, ker vendarle je po en stran materialno želel nekaj dosežiti v življenju, po drug stran pa pol to, kar te vera pele, da nisi navezan na te materialne stvari in da drugače svoje življenje zapeleš, a ne, tako da... Ja, približno tam po 5 letih skupne hoje, ali pa ja, to je približno po 2 letih tega spreobrnenja, so prišla oba dva tako eno tako krizo, tako mislim, ker sva bila skupaj, sva se zelo hitro skregala, zelo tako napeti odnosi so bili. Takrat je Polonca rekla, kad te nekaj začne na noter vrtati, pa si nemeren, pol je zelo malo treba, da te še druga stvar na obrate sprava. In je ta nemer pa vse pripeljal tako daleč, da sva dejansko bila v dvomih, če sploh bi še ostala skupaj. Jaz sem dosti o tem razmišljala. Po en stran bi želela, da se stvar premakne naprej, to se ni, a ne. Mogoče še ena stvar, ki se mi zdi čisto pomembna, tako da jo poveva in je tudi na te stvari, da se stvari niso premaknile naprej, vplivala. Jaz sem si zelo želela ostati čista do poroke, oziroma bom bolj drugače rekla, o tem tudi mladim govoriva, vzdržna do poroke, zaradi tega, ker pojma čistosti nisem imela razjasnenega, ker nisem poznala parov, ki bi ostali vzdržni in čisti do poroke, ker nisva imela tega vzora. In potem saj sva kar dolg časa odlašala, ampak na eni točki sem si jaz mislila, želela sem se poročiti, ja sej, če pa če že on tukaj potrpežljiv z menoj, pa še jaz naredim korak naprej, pa bo pa videl, kako je fajn, pa se bova poročila, ne. In tako sva padla na tem področju. Si hotel kaj dodati? Ja, pač oba dva sva bila ful naivna tle na... Zelo, ja. Res nisva znala, pa niti nisva poznala tako parov, pa niti nisva danes, ker pač poučujejo teologijo telesa, imava pač in duhovne in znanstvene podatke, kako to mladim predstaviti, takrat pa enostavno nisva znala. In če bi šla še enkrat pot, ne vem, če bi toliko cajta čakala, midva so se po 7 letih poročila, ampak bi se pa verjetno bistveno prej poročila. To mi je ena stvar, do katere sva prišla do enega takega spoznanja, ker kljub temu, da sva midva padla, danes lahko samozavestno mladim predavava, dajte raje narediti to drugače. Poveva, naj se učijo na nejnih napakah, ne na svojih. Kljub temu, da sva ne nazadnje ostala skupaj in se v tem smislu nisva ranila še z drugimi partnerji pa tako. Ampak to je ena pomembna stvar, ki v bistvu je povzročala to, da o poroki še nisva govorila in pa še razdor, ki sploh ne bi bil razdor, če bi bila midva poročena takrat. Če bi bila poročena, ne bi razmišljala, da bi šla na razen. Tako pa se je meni ena taka blažja zaljubljenost zgodila v študentskem domu, kregala sva se skozi, skratka, bilo je zelo tako naporno obdobje in najna veza zelo na trhlih nogah. Tako, in morbiti bi rekel, na vrhuncu vsega tega prepira, pa tako je bilo vse na mej, ko se jaz en večer tuširam in na telesu začutim pač eno bulco, ker sem pa vedel, da tam ne sme biti. In jaz sem sicer tak, da zelo sem počasen, kar se tiče tega, da bi šel v kujih zdravniku, če je kaj narobe, ampak takrat sem pa nekako začutil, da je pa zadeva resna in so mi prav hitro potrdili, da imam raka na testisu in da moram biti čim prej operiran. Kakor se že sama beseda sliši tako, da te kar malo zmrazi, sploh v zadnjem času, je bila ta bolezen za naj blagoslov. Zaradi tega, ker sva res postavila stvari tak na svoj mest. V bistvu v momentu sva se nehala sekirati v momentu so nama
določene stvari ratale toliko brezvezne, stvari, zaradi katerih so se kregala, so nama ratale toliko v momentu brezvezne, da tako Bog je vse postavil na pravo mesto. No. Pa en tak trenutek jasnosti je bil. Meni je bilo, ko mi je pač tam na kliničnem povedal svojo diagnozo, pa tako meni je bilo v hipu jasen, da jaz s tem človekom res želim preživeti svoje življenje. Pa če to v tistem hipu nisem vedela, pomeni 3 mesece, 3 leta ali pa dejansko, da se pozdravim, da ostaneva skupaj. Ne? Bi pa tako čist umestila, ker se mi zdi, ker je bil res tak zanimiv moment, vse to okoli njegove bolezni se je aktivno dogajalo okoli velike noči. Tako da Tomaž je na ponedeljek si plačal urologa, ki so predlagali, da naj si plača, da prej izvide dobo. Na tork... Ja, jaz sem na petek na petek je bil dvom, da je lahko rak. Na ponedeljek sem imel ultrazvok, na tork sem bil hospitaliziran, na sredo sem bil operiran, na velik četrt. Na četrt sem bil še intenzivni negi, na velik petek sem bil pa doma. Tako je bilo pač v enem tednu. Na veliko soboto pa že pri nas na velikonočni večeri, ki mi ni zdržimo do zajtrka. Ja, tako da je, mislim, sreča je bila, da je bil ta tumor toliko majhen, da pač ni naredil metastaz po telesu, no, tako da sem v bistvu jo odnesel brez kemoterapij, brez kakršnih drugih vsegov, no, sem to operacijo sem imel. Ja, to je pa poroka. No, prej sem še en cajt čakala na zaroko, pa ne bova tukaj zdaj pucala. V glavnem, organizirala je nekaj svojih zarok, ki jih jaz nisem speljal v tistem momentu, ker si je zamislila in razočaranje je sledilo. Pa pejmo naprej. Pejmo naprej, ja. Skratka, zaročila sva se, splanirala sva, rezervirala sva bend, fotografa, vse za poroko, na kar se je nama na nosečniškem testu pokazal plus, ki ni bil čist planiran. Ne je pa zelo razveseljiv, no. Tako je. Mislim, namreč te plodne pa neplodne dneve so takrat poimenovala varni pa nevarni. Nevarni so bili seveda plodni. In je bil en lep večer in ta drugi dan zjutraj jaz rečem ti, koliko je bilo pa včeraj kaj nevaren in lonca vsa rdeča, tako, nevaren. No, čez 9 mesecev je bila Julija. Tako da, datum sva ohranila, tako da v bistvu pol se, ko sva se poročila, smo imeli tudi krst, pa pozakonitev hčerke in je bil res en tak ekstra dan, ko smo postali družina z enim priimkom. Ja, zelo lepo je bilo, ampak zmeram pač priporočava mladim, pejte po pravi poti, dajte ta prvo poskrbeti za poroko, pa da so vse stvari na svojem mestu, pa pol imejte otroke. Tudi pri nama, no, mislim, sreča je bila ta, da sva imela že pač stanovanje, sva imela že zrihtan službo, no, polovica še študirala, ampak v nobenem momentu nisva imela občutka, da naj bo ta otrok kakorkoli omejil ali pa kakorkoli ogrožal, ampak je predstavljal pri nama samo veselje. No. Ja. Skratka, ja, bili smo veseli otročka, Julija je rasla, midva sva pa planirala, saj veste, če sva oba z Polanske doline, pač imeti veliko družino, a ne? In pol sva pač, ja, bila sva mlada in sva začela razmišljati o tem, da bi družino povečala, tudi delati na tem, pa se kar ni zgodila nosečnost, pa sem hodila malo k tem svetovalkam, pa tako, pa so gledali moj ciklus, pa so se rekli, ja, ni čist idealno, ampak se bo zgodil, nič takega ni. Ampak kar ni pa ni bilo, no, dokler nismo pol prišli do ene točke, ko so rekli, ja, zdaj pa preden bi kaj šli operativno, mislim, nekaj bi mogla en poseg imeti, bomo pa še moža pregledala, ne? Tako, in sem šel še jaz na preglede in sva dobila na 4. obletnico poroke izvid o neplodnosti. In to tak, da nič ne morata narediti. Oziroma ne, narobe je bilo. V bistvu je bilo tako, pač vidva ta šla na umetno oploditev. Namreč takrat, ko sem zvedel diagnozo, smo dali zamrzniti seme
in so nama tako res tako direkt tako, ja, vidimo to šla na umetno oploditev in vidimo tako, ne. Tukaj se mi zdi, da je po enih odločitvah nam cerkev ful dobro v oporo in da res rabimo ob sebi može, da tudi ob tem stojijo. No. Tako kot je za kontracepcijo bil, se mi zdi, res na mestu, ki je rekel, ne želim, da ti to ješ, kar je škodljivo zaradi tega pa tega. Tako se mi je zdelo dragoceno, da kljub temu, da sem jaz si po eni strani zelo želela otrok, po drugi strani vedela, da ne želim na umetno oploditev, naj si bo zaradi tega, ker je pač stališče cerkve tako, ali pa zaradi vseh drugih stvari, ki pridejo s tem, pa zdravstvenim tveganjem, pa vse. Se mi zdi, je bilo zelo pomembno, da je Tomaž ob tem tudi stal, ne bova šla na umetno oploditev. In to je bilo, ne vem, za moškega je mogoče to malo lažje odžalovati, ker to pomeni pač, da ne imel toliko otrok, kot si jih je zamislil. Zame je bilo to malo težje, ker ni pomenilo samo, da ne bo toliko otrok, kar sem si jih zamislila, ampak da ne bom več noseča. Prvo izkušnjo sem imela zelo lepo nosečnosti, da mi ne bo več dano roditi, pa sem imela to neglih najlepšo izkušnjo poroda prvega in sem želela pač imeti še kakšno izkušnjo. Ne čutiti brc, ne slišati prvič mama, ne videti prvih korakov, vse to, vsak tak posamezen korak sem mogla odžalovati. Jaz sem se res počutila, ko sem bila noseča tako blažena med ženskami. No, sem bila res v blaženem stanju. To je bilo, mislim, že, ko sem zanosila, bi šla kar gor na Svetega Urbana, pa bi se drla tako, noseča se. Ja, to se je dogajalo tam 2012, ne? Ja. Pa je bila pa situacija taka, tukaj bi to omenil. No. Mi dva pač za umetno oploditev se nisva odločila, sva šla pa tako po pogovoru z duhovniki, pa tako so se odločila, da greva na inseminacijo. Ampak to je bil res en tak, ne vem, nečloveški, mislim, brez dostojanstva. Brez dostojanstva. Ja, posegi brez dostojanstva so to, ne. Pač pa nič ne obsojava nobenega, no, ampak za neja to res ni bilo. Ampak pač to je postopek, ki ga cerkev dopušča, ki pač ni moralno sporen. Rekla so, ok, če tisto seme tam deva pač probat, in se ni... Pa en duhovnik naj v bistvu tudi k temu nagovoril, v smislu, da to pomeni odprtost v življenju in da smo dolžni. Čeprav sva kasneje od Tadeja Strehovca zvedela, da ni čisto tako, ker se o inseminaciji cerkev ne izreka, kar pomeni, da nismo dolžni tega narediti, lahko pa. Res je bilo tako, da toliko brez dostojanstva, da sva rekla, da sva lahko mirno rekla, v redu, gospod, če si ti od naju želel ponižnost, ker prva odločitev ni bila inseminacija, to sva se po kar nekaj letih odločila. Prva akcija najna je bila, ne moramo imeti otrok, zdaj bomo pa mi en čudež zmolila. Ne? To je bilo prva in potem je šel Tomaž peš na Svetogoro dvakrat in potem smo molili in Medžugorje in devetdnevnica in tako. Ne? Smo imeli res akcijo, jaz se spomnim, ko je tisti ginekolog dol v Ljubljanki rekel, da va šla na umetno oploditev, smo jaz kar rekla, da bova še mu pokazala na enega otroka. Ne? Tako, verjetno je bil to pač čist moj, ne vem, v žalosti, razočaranju ali pa tako en tak odziv moj. No? Ja, je pa tako, no, pač nismo otroka zmolili, se je pa po koncu te 9-dnevnice, ki smo jo imeli, se je pa nekaj zgodilo. V momentu sva se tako neverjetno umirila v situaciji, kakršna je. Tok, da sem se jaz začel sprašal, a je z mano nekaj narobi, da se premalo sekiram, da je situacija taka, kakršna je. No, dogajalo se pa to leta 2012, ki je pa bil lih... Sem še hotela reči, no, v zvezi z inseminacijo, dejansko je bila tudi ta drža, mi bomo otroka zmolili, v bistvu se tudi tle noter ti lahko na puh spakira. In ta odločitev za inseminacijo ni bila tako z nekim ful navdušenjem, ampak bolj v smislu, v redu, gospod, če želiš toliko ponižnosti od naja, da omogočava zdravnikom, da nama pomagajo priti do otroka, ki si ga še želiva, potem bova to sprejela. No? In ko pač ni bilo rezultata,
niti ni bilo nekega zelo velikega razočaranja. No? Moram priznati, da ne, ker je bilo res, sem dava na voljo, če jih slučajno tle pot, ampak drugače bova poskušala sprejeti to. No? In zdaj smo tam. Zdaj smo tam. Ja, tam, se pravi, leta 2012 se je pa, če se spomnite, takrat se je sprejemal nov, oziroma je bil referendum za družinski zakonik in je takraten duhovnik Gregor Luštrek, Polonco povabil, da bi pa Mejhen predavala malo teologije telesa Mejhen Birmancem, namreč, ja, Skupaj sva šla en program čez za teologijo telesa, pa jaz sem šla tudi v Rim na en simpozij na to temo. Zanimalo me je, po izobrazbi sem učiteljica biologije, sicer ne delam v prosveti, ampak vseeno. In teologija telesa je tako super kombinacija verouka pa biologije. Skratka, in je Luštrek me povabil, če bi prišla kaj povedati, in jaz tako, ja, seveda, pač z veseljem, ampak ko sem tako pomislila, ampak ne bom sama, ne želim, da gre Tomaž zraven, kljub temu, da Tomaž je imel strašno tremo tako javno govoriti, ne. Že ne vem, če je bilo malo ljudi, se ni maral izpostavljati, ampak jaz sem rekla, če pridem tam pred Birmance in jim med drugim začnem govoriti tudi o pornografiji, pa z teh pornografije, pa si bojo mislim, če jaz moža samega doma pustila, ne. Ja, ti kar lapi, ne, kva pa misliš, da zdaj on sam doma dela, ne. Rekla, to jim mora povedati moški. In zato sem želela, da pride Tomaž zraven, on se je začel bolj pač poslušati tudi te stvari, poglobiti te teme in na koncu sem se mogla že malo boriti, da sem prišla do besede. Ja, takrat so bila dosti aktivna v zavodu Iskreni net in smo potem tam, smo se dol usedli in smo naredili res en tak dober program za Birmance in to je pomenilo, da sva takrat praktično vsak vikend nekaj predavala. Mislim, tisti vikend 2014, ki je bil žled, sva predavala 4-krat. V 2 dneh. In nikjer nobene smole in nobene nesreče, pa je bil žled. Ja, tako da sva res, to je bil res ene par takih, bom rekel, kar rodovitnih let, pa hvala Bogu nam je tudi Bog dal Julijo, ki je taka, da se je zelo hitro vključila tako v družbo kakšnih otrok od prijateljev, ki so jo dala ta čas merkati, ko sva predavala, tako da je tudi ona nekako, ja, lahko bi bila pač tak otrok, ki tega ne bi zdržal, pa pač ne bi mogla, ne. Enkrat se spomnim, sem imela, obe sva se nekaj žalostila, zaradi tega, ker je ona tudi zelo veliko za bratca pa sestrco molila, pa sem, vem, tako v joku rekla, ne vem, Julija, zakaj nam ne da še kakšnega dojenčka Bog. Pa rekla ona, a veš, mami, jaz pa vem, a veš, mladi vaju želijo, no, mogoče ne želijo, ampak vaju morajo slišati to, kar predavate. Tako da, ja, sva res dobila en smisel, sva rekla, ok, v redu, mogoče pa od naju ne želiš, da imava midva kupico otrok, ki jih poskušava vzgojiti v kristjane, ampak želiš, da prideva med tiste, ki rabijo slišati to zgodbo in pač porabnajo, no. Tako. Posel pa že tam 2019, ne, pa spet tak, je bil pa spet tak prelomen obdobje. Namreč takrat smo, kako bi rekel, ja, sodelovanje z zavodom Iskreni sva zaključila in ker je bil to ne najbolj lep razhod, sva se zelo tako, čas sva se zelo tako spraševala, kaj Bog v bistvu od naja želi, zakaj se je zdaj to zgodilo, zakaj, a je bilo sploh smiselno, da sva toliko let pa toliko energije pač pustila tam, ker smo pač delali, to je bil samo eden od programov teologija telesa, ne je bilo tudi festival družin pa tako naprej. In prav malo se je zgodilo, da... Ja, takrat sem jaz pa rekla, sva dobila odgovor, ja, takrat sem jaz rekla, le očitno naj Bog tukaj na tem področju ne rab več, ampak naj rab nekje drugje, ne. In tako, ker je rekel Tomaž, je odgovor prav hiter prišel, mesec pa pol zatem, ko so nama zaključili ta program teologije telesa, me je klicala Katarina Zabandora, ne vem, če jo poznate, ona je ustanoviteljica zavoda Živim. Zavod Živim se ukvarja pač z
kriznimi nosečnostmi, če tako rečem, pač situacijam, ko ženske razmišljajo o splavu, pa jih spodbujajo, da ne bi splavile in tako naprej in jim pomagajo tudi na tej poti. En velik področje, kjer oni delajo, je tudi to, da pomagajo ženskam, ki so naredile splav, da pač do ozdravitve te rane notranje. Skratka, ta prijateljica, ki je najno zgodbo poznala, je poklicala in sem se že jaz tako malo grobo in v hecu oglasila in ona reče, Polonca, sta vidva v vrsti za posvojitev ali pa rejništvo ali pa kaj takega, pa jaz tako rečem, ne, zakaj, a imaš otroka za naju, tako malo v hecu in ona reče, ja, a bi bila vidva pripravljena sprejeti tudi bolnega otroka. Takrat sem rekla, ja, pa je in je rekla, ja, gre za enega otroka, ki leži v Ljubljani na pediatrični kliniki, ki ga noben noče, ima srčno napako, več mi pa ni vedela povedati, ker to se zelo skriva, pač zaradi varovanja osebnih podatkov. In jaz to povem, Julija čisto navdušena, 10 let moram za bratca ali pa sestrco, to je to, midva razmišljava, ok, srčna napaka, to pomeni mogoče tujina, neke operacije, ampak lahko pomagamo enemu otroku, ki bo v redu enkrat. Ampak pol so se stvari malo zapletle. In greva na sestank in spet malo presidrajo na realna tla. Tako bi se govorila sva z kardiologom in je rekel, da v bistvu ob rojstvu so mu naredili eno operacijo in je že takrat rekel, ta operacija, ki smo jo naredili, to je paliativna operacija. In pol tudi sva ga šla gledat, je bil tako praktičen nepremičen, zaradi manjše saturacije v krvi je bil tako ful moder. Skratka, čist bogih sonda tle, kabli na aparaturah, tako res tako ni bil prizor, ki bi te prav navdihoval. Zato, ker nisva, ne vem, mislim, prav tako postopno so nama dozirali njegove diagnoze. Sprva, kot sem rekla, je bilo rečeno, ima srčno napako. Izvedela sva, da v bistvu ima samo pol srčka, da to je res huda srčna napaka. Izvedela sva, da ima stanjšan corpus callosum, to je struktura, ki levo pa desno hemisfero povezuje. Rekli so nama, da ima 10 do 20% možnosti za zmerno motnjo v duševnem razvoju. Na naslednjem sestanku so rekli, kdo je rekel 10 ali 20% možnosti, ta otrok nikoli ne bo v redu. Enkrat so prišla, so sestre rekle, ne veste, pa se odločate, otrok se dere cela noč, kriči, ne vem, tako so nas čist prestrašile. Drugič so rekle, glavca mu ne raste, najbrž zaradi tega, ker mu možgani ne rastejo. Tretjič so rekli, ne vemo, a bo ta otrok kdaj hodil, a ne bo hodil, a bo govoril, a ne bo govoril. Tako da v bistvu res Julija je Naja pa skozi spodbujala in to spodbujala tam, ki je vedela, da Naja bo dobila, če tako rečem, svetopisanskimi citati. In zanimivo mi je bilo, da je najdla zgodbo, o kateri sem tudi jaz razmišljala. Rekla je, mami, mene pa to spominja na uno zgodbo, a veš, ki je pelil Izaka gor na goro. Res, prav tako se mi je zdelo, da nas korak za korakom Bog preizkuša, a tudi to ste še pripravljena zdržati, a tudi to ste še pripravljena sprejeti. Moram povedati, da sva se odločala tudi zaradi enega znamenja. Čisto na začetku, ko sem bila v dvomu, a se podati na to pot, mislim, teh dvomov je bilo 1 mesec, 2 meseca skoraj. Sem odprla svetopismo in sem prebrala tako res, kako so se učenci prepirali, kdo od njih je največji in potem piše naprej, je Jezus vzel otroka, ga vzel na naročje in je rekel, kdorkoli sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme očeta, ki me je poslal. Tako jasno znamenje, ampak sva ful prosila še za kakšno znamenje, ker pač, mislim, treba reči, mi smo bili v enem takmu zelo udobnem obdobju. Mi smo naredili hišo, ki jo je mimogrede prišel blagosloviče pokojni, čist slučajno, en prijatelj ga je mim pripelil, pokojni Načko Furan in je prosil, da bi bil še kakšen otrok v tej hiši. Nisva več imela kredita, hči je bila stara 12 let, to pomeni, da sva lahko že kamorkoli šla.
Malo smo sanjali o tem, da si bomo pa privoščili eno jadranje polet, ker to Tomažu veliko pomena, ne? In pol pade tole vmes, ker ti ne pomeni sam jadranju se odpovedati, ker pač pri vseh diagnozah pomeni se odpovedati v obdobju, v katerem živiš. Ja, jaz sem tako zelo racionalno gledal, ne, pač urnik si postavljava tako, da pač da oba dva opisujeva v isti urnik, ne, in jaz sem rekel, lej, vse je pisano od jutra do večera, cel teden, ne, kam zdaj bo unha otroka tle v ta urnik, ne. Ampak sem tudi jaz dobil bolj taka znamenja, vem, enkrat tako se prav sprašujem, pa je bilo pa prmaš, ko se bere prošnje in pol so na koncu še prošnje po osebnem namenu. In jaz sem, kadar nisem imel tiste prošnje po osebnem namenu, sem imel zmeram pripravljeno eno tako generično in namreč vsakeč posebej sem rekel, gospod, prosim te za vse neplodne pare, da bi spoznali svojo rodovitnost. In jaz pol prmaš tako spet zdrdram to isto in tako, ja pa se jaz to vsako nedeljo prosim, kaj je z mano? In pa se še enkrat zgodilo tako, da grem, pa se enkrat zgodilo, no, tako da sem šel kolesar gor na Javorč, pa se spustim dol, pa tako razmišljam, pa sem rekel, lej, gospod, saj ti nam sem dej, da bomo imeli del, da bomo zdravi, pa tako bomo že poskrbeli za tega otroka in lih od tistem se mi naredi tako, da sem se komi zmazal tako eni prometni nesreči in sem prav dobil tako občutek, da mi je rekel, lej, sej merkam nate, kva se bojiš, ne? Ja, in ko sva se enkrat odločila, da ga bova sprejela, mi je bilo toliko težko, toliko sem bila v dvomih, da nisem mogla napisati, ja, ga bova sprejela, sem napisala sam mesec ne išči naprej. Odločila sva se za obliko rejništva, ker nisva vedela, koliko časa bova zmogla. A bova za tega otroka lahko skrbela, ne vem, 1 let, 2 let, ali bomo res, mislim, a bo v redu napredoval, nič nismo vedeli in to je bilo za nas najboljša oblika, v kateri še zaenkrat ostajamo, no, ker nama je in CSD-ji so nama v pomoči in zdravstvo in razvojni vrtec, pač za tega otroka res zanimna si res ena ekipa ljudi, ki delamo, da bi čim dlje prišel, no. Ja, sem malo zgubil rdečo nit. V glavnem, ja, takrat, ko sva se odločila, no, tako ali tako ne bi mogel priti še k nam, prvič midva sva mogla, da so se te programe na CSD-ju skozi, drugič pa tako ali tako imel še operacije, ki so tako, da v bistvu tudi, če bi bil čist nejen otrok, pač bi mogel biti še v bolnici. No. Tako da po pol leta je prišel k nam, ja, pol leta je bil star, midva sva zvedla, ja, midva sva pa zvedla v dobremu mesecu dni zanga. No. Ja, v bistvu sem ga že ko je bil star mesec pa pol, sem ga že redno začela obiskovati v bolnici, no. Odziv prijateljev je bil zelo dragocen, tudi, ko sva se še odločala, so nama dali jasno vedeti, tako, lejta, gospod vama daje svobodo in mi jo bomo imeli radi ne glede na to, a se odločita, a se ne in mislim, vemo, da sta dobra človeka. Taka beseda je res dragocena, ampak po drugi strani na tiho vseb sem pa imela občutek, da če se ne odločiva, da bi bil to greh opustitve. In nazadnje, ko je Tomaž rekel, da je imel generično prošnjo pripravljeno zmeri, in kako je začutil, da je to odgovor. Jaz sem se pa velikrat pri tisti priliki, ne vem, kako moramo lačne nasiti, žejne napojiti, nage obleči, sprašvala, pa kje so te ljudje, da bi to lahko naredila, ne? In ta mala štručka, ki je prišla k nam, je bila brez cun svojih, ker on je bil, v bistvu, mama ga ni niti pogledala, ne? On je bil res puščen v bolnici, ampak ne želim, da so kakršne, in tudi jaz nimam nobenih slabih občutkov do te njegove mame, ker mu je dala možnost življenja in pogojev tudi za zdravega otroka ne bi imela pri sebi in je naredila največ, kar je lahko. Ne. In zanj so v bistvu dol v Ljubljani skrbele sestre in so prinesle one cunce in one so jih nosile prat zaradi tega, da ni bil skozi v bolniški pižamci pa tako, no. Skratka, zelo so vsi tako sprejeli to, da ta fantek pride k nam.
Bila sva takrat marsikdaj, pa še zdaj kdaj tako začutila, dobro sta dobro naredila. Jaz sem ob tem zmer malo slabega občutka dobila, zato ker sem zmer zraven slišala, povem ti, dobila si svoje plačilo, ne, hvala na tem svetu. Ker res želim, da je to, tako kot sva se res odločila v Jezusovem imenu, da sva ga sprejela. Ampak potem sem pa enkrat prebrala Božjo besedo, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili Boga, vašega očeta, ki je v nebesih. In sem rekla, če pa ljudje v tem vidijo, da sva nekaj dobrega naredila, če pa s tem, ne vem, navdahneva še koga, da naredi dobro delo, pa naj pohvalijo, saj jaz vem, da ta hvala je namenjena Gospodu. A se lahko človek sam odloči, da imel nekoga tokrat, kot imamo mi našega Viktorja? Saj se ne moreš sam odločiti, saj to je od Boga dano, ne? No, od takrat, če grem zdaj nazaj na zgodbo, od takrat, ko je prišel k nam, je občutki je tako ful čuden, zato ker pač prineseš lupinco in vse tiste kable in tako naprej. Ampak tako smo se zmenili, smo rekli, dajmo zdaj res vsaj en mesec tako, da ne gremo nikamor, da se on navadi, da smo mi zdaj tisti, ki smo tukaj za njega ves čas. Ker pač pri njemu so se zdravniki, medicinske sestre, to se je ves čas menili. Imel je, to moram povedati, imel je sondo in hranili smo ga po sondi. In tako, če si, seveda, on je začel počasi malo kriliti z rokama in si tisto sondo ven potegnil. Je pa že začel takrat pa tudi piti po flaški, no? Toliko smo daleč, ker ni imel sesalnega refleksa, smo s pomočjo ene terapije prišli do tega, da je začel po flaški piti. Tako. In zdaj, če si mečkem potegnil tisto sondico ven, smo midva upala dati to nazaj noter. Zdaj, če si pa preveč potegnil ven, pa nisva smela zaradi tega, ker pač mu lahko v pljuča porineš in je ful nevarna. In pol res tako, in sva že parkrat, mislim, Polonca je vprašala, a se dal to, pač, če ga mi na flaško navadimo, pa tako, če bi se dal to sondico dati ven in je res tako zdravnica rekla, da kaj z vama, pač on mora biti nikoli nov brez sonde. In potem spet, enkrat je bilo pa lih na petke je bilo, pa lih takrat si spet vprašala tako za to sondo, če to lahko ne vem, brez tega. In lih un petk tako si toliko ven potegne, da nisva upala dati nazaj noter. In si rekel, zdaj bo res gledal tako ful čuden, valjda, pej dopolne sta sprašvala, zdaj popolne sta mu pa ven potegnila. In si rekel, toliko pije po kozarčku, da sigurno do ponedeljka bo preživel, in so potegnila tisto sondo ven in je on začel piti po kozarčku. Gosto hrano je že jedel. In potem so tako zdravniki, pa mora biti bi dal nazaj, ne, se bo, in je zvozil, tako. Mogoče še tako, zdaj si me spomnil, taki drobni čudeži so se še dogajali, Viktor ima pač en tip srčne napake in ne vem, če veste, ampak pediater z Gorenje vasi, dr. Kalan, on je prej delal na otroški kardiologiji. Tako da, in takrat, ko je razpadla pred leti, je šel za pediatra v Gorenjo vas in ima Viktor v bistvu za pediatra strokovnjaka z področja njegove srčne napake, zaradi tega, ker se je on v Ameriki izobraževal pri zdravniku, ki se je izmislil operacijo, zaradi katere Viktor živi. Druga stvar je bila, rekli so, če bo potegnil sondo ven, ni druge, še čisto na začetku, kakor peljati ga v Ljubljano, da mu bojo tam ustavili, ker je pač za otročke majčkeno bolj zapleten, kakor za odrasle. Ampak glih v tistem času je se pravi, intenzivno nego na pediatričen zapustila ena sestra, ki je prišla za patronažno sestro Oganete kam, v Gorenjo vas, pa moja mami jo je uvajala. In pač, ki je že enkrat prej potegnil sondo ven, je pač patronažna prišla to zrihtati, nam ni bilo treba v Ljubljano. Tako da takih stvari se je dogajalo še pa še in se še zmeri dogajajo. In pač, otrok rase, napreduje, čutiva oba dva njegove brce in ati in mami in zdaj je pač čebla in mislim, res je faca. In a veste, ki je shodil? Tlele.
lansko let 20. marca, je bil star že skoraj 3 leta, se je med mašo odločil, da so mu una okna tam toliko všeč, da je tamle čepel na tleh in je vstal in je odkorakal. Prej je tako dolgo obdobje bil, ki je bil po 1 korak, po 2 koraka. Če se prej spomnite, na začetku sem rekla, kako sem hrepenela po tem, da bi videla prve korake, pa prva mami besede, pa tako. No, to mi je zdaj dano tako res dolga obdobja doživljati prve korake, pa dolga obdobja prve besede. Tako da ja, zdaj hodi iz besed, ki se sam ponavljajo, je pač začel tudi tako, da kaj pove. Veliko danes nas je presenetil. Julija je bila na pevskih vajah v Gorenji vasi in sva ga zdaj njej oddala, da sva lahko dol prišla in se pripeljemo pred cerkev, pa ona že čaka, pa rečem, Viktor, kdo je to? Sem mislila, da bo rekel Julija, pa pred cerkev smo se pripeljali. Ne, kdo je tukaj, sem rekla. On pa reče, Jezus. Tako da prav posrečenje, in nas res razveseljuje in ni bilo dneva, ki bi obžalovala. Mislim, tudi trenutka ne, da bi obžalovala, da smo se to odločili, so pa trenutki, ki so res težki, ki je res naporen, ki mu težko kaj poveš, ki veš, da ne razume. Ja, pa ta usklajevanje z vsemi terapijami, pa z vsemi pregledi, pa letos ga čakata še 2 dosti težki operaciji. On je eden tistih otrok, ki so zdaj vsi kirurgi pobegnili. On bi mogel do septembra imeti pomembno operacijo na srčku, pa nimamo več otroških kardiokirurgov. Ko so mu pa delali, spet so bila čez veliko noč noter, ko so mu delali pa kateter srčka, to je en tak zahteven poseg, da pregledajo vse, da ga bojo pripravili za operacijo, so mu odkrili še tumor, 6x7 cm velik. K sreči se je izkazali, da ni rakav, tako da zdaj čakamo in bo, ne vem, konec avgusta, začetek septembra, najprej morajo to odstraniti, pa še ne vemo, a bojo kakšnega dol pripeljali kirurga, bomo mogli v tujino. Pač letošnje leto je res pestro. Vmes je imel še ušesa operirana, ki je tudi slabo slišal. Ampak hkrati pa cveti, še noben let ni tako hitro šel razvoj kot letos. Pa tudi takoj po operaciji ušes se je tako občutno se mu je izboljšal sluh. Ne vem, tisti, ki ste ga tukaj videli hoditi, je imel še slušne aparate, zdaj pač nima več slušnih aparatov, pa tako tudi, ker so testirala tako čisto take manjše, take šepeče zvoke, pa so videla kuj, da jih zaznava. Tako da ful sva blagoslovljena. Tudi dejansko Gospod blagoslavlja tudi, bom rekla, čistko v smislu materialnega blagostanja. Kaj Tomaž takrat prosil, ti nam dej, da bomo lahko delali. Bogu hvala, stranki je zaenkrat še dosti, s Tomažem imamo skupaj podjetje. Jaz itak, ko mi kaj uspem podelati, sicer je Viktor v vrtcu, vsem, tako da vmes imam čas. Ja, ampak so pa obdobja lih pred temi posegi, pa pred operacijami, ki pa prvič mora biti 14 dni doma, zaradi tega, da v vrtcu kaj ne pobere. In to pomeni, da je čez cel dopolne veselo, ker imamo pač pisarno, stanovanje, vse je prepredeno. Morbit bi tako za konc, da ne pozaba, midva sva lih v tem obdobju z Viktorjem nekako spoznala to obliko rejništva in tudi te dostih rejniških družin, pa bi morbit povabila, tako da če kakšen zakonski par, tako da začutite klic. Da začutite klic, ali pa da vidite, mislim, da ste kakor toliko normalni, dajte razmisliti. Dajte morbiti razmisliti teh otrok, ki potrebujejo. Topel dom je zelo velik, rejniških družin pa premal. Pa dajte kakšen večer malo takole podebatirati, morbiti, če se najde kakšen prostor v hiši tudi za, pa v srcu seveda. Res vašajo te otroke v zavode, zato ker ni dobrih rejniških družin, tako da, mislim, jaz vem, da tlele v Poljanah pa v okolici, da jih nas je nekaj, bom rekla, ampak še zmerne za dost, kakor je potrebno. Tako. Zdaj pa če je še kakšno vprašanje, če ne pa. Bova pa rekla res hvala lepa za pozornost, pa dober tek.
Bog poželi.